Hvaležno pozdravljeni, danes boste izvedeli, kakšni otroci se bodo rojevali v letu lesene kače, ki bo trajala vse do februarja 2026. Darja, lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala. Torej, za vse tiste, ki pričakujejo vnuke ali pričakujete svoje otroke v tem času, jaz vidim, da je to, res te zaznamujejo te zadeve, no? Oziroma se čuti, se vidi vpliv, sploh, ko spoznavam vse ostale zmaje in vidim potem tudi, kako nam gre recimo, ne vem, skozi leta in tako naprej, tako da definitivno je tukaj vpliv in bomo danes hvaležni, da nam majčkeno poveš, kakšni bojo kaj ti otroci. Hvala. Ja, to so generacije v bistvu, ne. Zdaj, če natančno pogledamo natalno karto, v bazi astrologije imamo 4 stolpce, torej leto, mesec, dan in ura. In to, o čemer danes govoriva, je leto, torej leto lesene kače. Predvsem je vidno, ne, kako delujemo navzven. Kako nas drugi vidijo, ni nujno, da tako delujemo navznoter, to je potem veliko energijskih kombinacij, kombinatorike, ki določa tem specifiko posameznika, ampak ja, že leto je lahko zelo nazorno, ne. In tisti prvi stik, ki ga imaš, recimo o nekom, je leto tisto, ne, ki nam spregovori. In lesena kača govori o klepetavih otrocih, ne. Veliko imajo za povedati, ne. Precej tudi malo nemirnih, nepotrpežljivih, v glavnem povsod jih je polno, ful potreba po gibanju, tako da bo jim potrebno dati veliko prostora in svobode, da se gibljajo, tako čustveno, tako fizično, na vseh področjih v bistvu, ne. Tudi veliki kreativci in govorniki. Wow, se pravi, take bojo tele lesene kačice. Imamo tukaj kakšne pasti, na kaj bo treba paziti pri vzgoji teh lesenih kačic? Verjetno bo treba zelo dobro postavljati meje, če bodo že v osnovi bolj nemirni in tako naprej. Definitivno. Pa pustiti jim, da se izrazijo, da stopijo na oder, ker bodo želeli biti v bistvu v središču pozornosti, ne. Želeli bodo biti ali pa, osvetljeni z reflektorji, drugače tudi odlični trgovci, ne. Bodo znali vse prodati, kar je potrebno prodati. Tako da potrebno jim je pustiti to svobodo, hkrati pa z njimi zelo nežno, preudarno, s postavljanjem mej, ne, da se ta hiter les, ogenj ne razplamti preveč. Kaj je njihov največji izziv? Otrok, ki se bodo rojevali v letu lesene kače, ki bo trajalo do februarja 2026, je to nepotrpežljivost? Ja, bi lahko izpostavila prav to, ja. Hitro, vse takoj, potem jaz sem v središču, ne, na mene pade vsa pozornost, ne, tako da bo potrebno kar si dati čas in prostor in staršem in otrokom, da se bodo lahko razvijali, bom rekla, mirno okolje, ne, bo jih balansiralo, hkrati pa bodo rabili izzive, vsekakor, ne, in veliko ustvarjalnosti. To so talentirani otroci, ki navdihujejo, ki tudi prinašajo novosti v svet. In je potrebno res imeti dober čut, da to opazimo in jih spodbujamo, ne. Hkrati pa to njihovo preveliko strast, nepotrpežljivost balansiramo z umirjanjem, ne, in najti način, kako jih umirjati. Da se recimo posvetijo neki kreaciji, ki čisto padajo noter, ne, pozabijo na čas, na prostor, to jih zna umirjati, ne. Pa ta delayed gratification, ne? Ja. Se pravi, da jim ne kupijo starši vsega takoj, tudi tehnologija, to je vse, ne, zelo aktualno. Kaj pa na področju zdravja ti otroci, ki se bodo rojevali v letu lesene kače? Ja, les, ne, lesojetra, ne, živčni sistem. Tako da kača je pa ogenj. Bo treba kar predvsem delati na živčnem sistemu. Spet umirjanje živčnega sistema, jeter, ker to so koleriki, ne.
hitro, zdaj takoj. In lahko se recimo skurijo, pregorijo, zato ledvica paziti, ne, reproduktivni sistem, hormonski sistem tudi, ne. Tu je treba potem regulirati. Mamice pa lahko začnejo z dobrim mikrobiomom, a ne? Definitivno. To je prva osnova, potem pa res, živčni sistem se rabi predvsem ohlajati, ne. Da ni napetosti. Torej, taki otroci, da bi dali največje talente, potenciale, ven rabijo varno okolje. Varno, mirno, čeprav bodo iskali izzive ves čas, ne. Ampak nevarno okolje bi prispevalo še k večji stimulaciji recimo simpatičnega živčnega sistema, akcije nemira, ki je že itak poudarjeno, ne. Zanimivo. Okej, se pravi, ja, nosečke pa krepitev mikrobioma, torej zdrave črevesne mikroflore in glede na to, da si izpostavlja možgane, glede na to, da si izpostavlja živčni sistem pri prehrani, bi rekla, da je pri teh otrocih treba paziti, da je dovolj kvalitetnih maščob. Definitivno. Omega 3 in ostale, ne, živčni sistem, predvsem tu rabi veliko podporo. Ne. In pa prehrana prvih 1000 dni, glede na to, da so tukaj jetra, a ne? Ja. Paziti, da so ekološke tkanine, da niso sintetični materiali. Izognemo se toksičnosti in toksinom. Ker živčni sistem, ki je že itak izpostavljen, če še ga damo v okolje, kjer je veliko toksinov, ne, postane res tok, v bistvu, ne. In neprožen, kar pomeni, da je res obremenjen. Tako da detoksifikacija, ne, pa krepitev predvsem jetrne energije, ne. Kaj pa potem tisti, ki se bodo rojevali, zdaj tako malo pogledava samo. Ja. Tisti, ki se bojo pa rojevali recimo v drugi polovici februarja, v letu 2026, bodo pa že spadali pod ognjenega konja. Tako, ja, še bolj ognjeni, ne, v bistvu, ne, že lesena kača, veliko lesa, zakuri veliko ognja, ampak ognjeni konj je pa še toliko bolj... Kakšni pa bojo ti otroci? Neobrzdani? Ja, precej neobrzdani, precej ogenjčka vihravi, ne, in ja, spet 2 leti, bi lahko rekli, zdaj so, ali pa 3 leta še, ne, potem še imamo ognjeno kozo, ne, so generacije, ki imajo precej lesa, ognja, prisotno in to pomeni, balansiramo z prizemljevanjem, elementarno fazo zemlje in vodo, ne. Se pravi, to bojo izjemno aktivni otroci zdaj naslednja 3 leta, ki se bojo rojevali. Ja, ampak tudi vizionarji, ne, ogenj je vizija, ne. Tako da oni bodo videli, to bo, glede na to, da smo tudi v obdobju 9, v obdobju ognja, ne, 20-letnem obdobju ognja in še v letih, ki so ognjena, ja, definitivno lahko pričakujemo res navdihnjene otroke, kako bi rekla, ne, ampak po drugi strani, ja, je pa tudi lahko depresija, ne, ker višek nekega elementa gre v bistvu lahko v manko. In če ni dovolj ognja, če pregorimo še enkrat preveč, pademo tam, ke ga ni, in ke ni ognja, smo pa precej lahko depresivni, ne. Se pravi, ti otroci je fajn, da odraščajo v nekem naravnem okolju, da se lahko zlaufajo, da se lahko aktivno preživljajo. Mirni vodi. Ja. Ob mirni vodi, na tle prizemljeni čim bolj, ne, ker ogenj vse v zraku, ne. Ogenj gori gor, tako da je treba prizemljiti, umiriti in potem bodo lahko to navdušenje na zdrav način izkazovali, to strast. Hvala lepa, Darja, za tale vpogled. Upam, da vam pride prav. Povzetek lahko najdete na klepet@kavi.si. Tam imamo ogromno nekih vsebin za mamice, tiste, ki pričakujete, kajti ja, prvih 1000 dni je definitivno najbolj pomembnih, pomemben pa je tudi čas, v katerem se pripravljate na porod in vse ostalo. Tukaj imamo meditacije za vas, vse stvari, ki vas dejansko lahko podprejo v vašem porodnem procesu. Na klepet@kavi.si pod zavihkom brezplačno pa najdete tudi mojo osebno porodno zgodbo, v tem, kako sem se sama pripravljala na te stvari.